Praviloma so države z bolj razvitim finančnim sistemom bogatejše, bolj razviti finančni sistemi pa so praviloma v zasebnih rokah. V Sloveniji smo nekaj naredili v zadnjem obdobju, mislim, da je pa kar precej še pred nami. To je prvi poudarek programa financ. Drugi poudarek je, jaz verjamem, da moramo nadaljevati tudi, moramo nadaljevati tudi z nadaljevanjem, z zniževanjem davčnih bremen, tako posameznikov kot gospodarstva, po vseh mednarodnih študijah smo navkljub zopet napredku v zadnjih letih, ko so se nekatere davčne bremene vendarle zmanjšale, smo še vedno eno izmed območij, ki je najbolj davčno obremenjeno. Kaj je potrebno narediti? Potrebno je zniževati davek na dobiček za podjetje, mogoče že kar takoj, tako kot predlaga gospodarska zbornica. Mislim pa, da je potrebno tudi znižati najvišje dohodninske, ne najvišje, da je treba pravzaprav za vse dohodninske razrede znižati obdavčitev vsaj za 1 do 2%. Dober predlog je tudi zvišanje spodnje meje za uvrstitev v najvišji davčni razred. Tudi to se mi zdi, da se da narediti dosti hitro. Seveda pa davko ne more zniževati, če najprej nekaj kaj ne pošparaš. Tako da mislim, da mora država iz miselnosti, ki je prevladovala v preteklosti, da jaz neki primanjkljaji so v redu, da je potrebno predstaviti v predstavo miselnosti, kjer je praviloma treba ustvarjati presežek. In tukaj mogoče, jaz sem prebral programe tudi ostalih strank, se mi zdi, da je tukaj glavna razlika, da ostali govorijo o nekih fiskalnih pravilih, fiskalnih svetih, ampak to je tako, če si kar strinjaš, da imaš primanjkljaj, pa ga boš tudi imel. Tukaj pa bomo zastavili, oziroma pravilna se nam zdi odločitev, da je treba ustvarjati presežek in to z iskanjem racionalizacij in krčenjem nepotrebnih izdatkov na vseh področjih.